Kar mi je pomagalo, je bilo to, da sem začela pozno, me je bilo manj strah divje vode. Napake ti lahko res ful dajo, celo več kot pač dobra izvedba. Na dobro izvedbo si ponosen, zadovoljen, je nekako tako okej, to mi je ratalo tako, kot sem si zamislila, ali pa še boljše. Napake ti pa v bistvu spodbudijo, da razmisliš, zakaj ti ni uspelo. One proge, ki imajo divjo vodo, pa so zelo tehnične, so lahko dobre punce zelo blizu dobrim fantom. Na hitro pred pogovorom, če bi vas lahko jaz prosil, da se naročite na kanal, mi da pripravljava vsebine za ston, trudiva se, da bojo vedno boljše. Uživite v pogovoru. Hvala. Ajda Novak, lepo pozdravljena v torkovem pogovoru. Hvala, da si vzela čas za naju. Pa lahko že kar začnemo s prvim vprašanjem. Kdaj si se prvič usedla v kajak, pa kako te to sploh začelo zanimati? Hvala za povabilo danes. Z veseljem. Prvič sem se usedla v kajak, v bistvu imam eno fotografijo od sebe v kajaku, ko se jo niti ne spomnim. Bili smo na morju, pa v bistvu sploh ni naš kajak, ampak nekako sedim po roči, v naročju tudi. Noben v moji družini ni kajakaš, ker je za ta šport zelo v bistvu presenetljivo, ko vsi prihajajo iz nekih družin, kjer je bila to že tradicija. Ampak takrat, to je en spomin, ki v bistvu ni bil čist moj začetek. Ampak potem sem pa prvič prišla v ta šport pri 13 letih, kar je relativno zelo pozno. Večina jih začne prej, vsaj okoli 10. leta. V bistvu je bilo tako, da je moja sošolka trenirala kajak in mi je vsak dan govorila pri pouku, koliko je fajn, kaj so delali, koliko je dobra družba, koliko je na divji vodi zabavno, in pa sem enkrat tako, pač grem probat. In potem na začetku me je v bistvu predvsem res družba pritegala, ker so bili ljudje tako fajn. Pa v bistvu šele ta prvič, ko smo šli na divjo vodo, je bilo pa res, da sem se zaljubila v ta šport. Sem pa prišla domov, pa sem bila tako, hočem še, pač zdaj pa res hočem še. Tako da se mi je res vtisnilo v spomin, kot en poseben trenutek, da od takrat naprej sem pa čutila, da je to en tak šport, ki me zelo pritegne, da nikoli ne zmanjka izzivov in da je to. Prvič si bila v čolnu na morju, kje si bila pa pol na divji vodi? Na Krki sem bila. V bistvu moj klub je na Ljubljanci, tako da prvič, ko sem prišla na klub, smo bili bolj na Ljubljanci, tako te učijo nekih osnovnih zaveslajev pa te zadeve. Pa bolj smo nekako tam čufotali, pa se imeli fajn. Pol te pa počasi začenjajo voziti na divjo vodo in v Tacen in na kakšne reke in ta res prvič, ko se ga spomnim, je bilo na Krki, ko so taki majhni slapčki oziroma taki padci. In meni je bilo tisto tako, kakšen dober občutek, tako. In takrat si bila stara? Po mojem, da sem bila ene, 13 pa pol, verjetno je bilo lih poletje, tako nekako. In čez vse tiste slape, zato ker jaz sem bil 1 leto pa pol prvič tam, sej, zdaj ne treniram več veslanja, ampak sem bil kar malo prestrašen, pa sem malo starejši, je bilo kar zanimivo. Ampak podobna zgodba kot jaz, ker sem tudi tako začel veslati. Ti nisi imel toliko rad verjetno na koncu veslanja? Ne, definitivno ne. Mislim, pa sem po 3 letih tudi nehal. Ampak si že od začetka tako nekako videla, da bi lahko bila dobra, pa da bi lahko tudi tekmovala. Je to prišlo počasi? Mislim, da na začetku sploh nisem se obremenjevala s tem. Predvsem je bilo res fajn, koliko smo se imeli dobro, koliko smo uživali in na vodi in tako. Pol so se pa začele tekme počasi, pa sem videla, da v bistvu v kakšnem roku 1 leta sem ujela te svoje sovrstnice, ki so v bistvu že dlje časa trenirale. Mislim, da predvsem zato, kar mi je pomagalo, je bilo ena stvar, da sem začela pozno, me je bilo manj strah divje vode. Ker recimo veliko mojih kolegic, ki je prej začelo, mogoče pri 7, 8, so imele izkušnje na divji vodi prej, ki so jih pač prestrašile. Jaz sem pa mogoče pač tega nisem imela in tudi pač, ko sem, se zvrnila prvič na divji vodi, sem bila že toliko starejša, da mogoče se mi je to malo manj globoko vtisnilo v nek spomin in mi je bilo v bistvu bolj zabavno, kot da bi me prestrašilo. Torej, ti si začela, ko si bila 13 tam okoli. In pol, kakšen je bil pa pol preskok? Ko si 13, si kaj še? Mislim, da sem bila zadnje leto mlajša deklica, da pol naslednjo leto sem bila že takoj starejša deklica, In kakšen je bil pa pol preskok med
A si že tekmovala, ker si bila mlajša deklica, pa to verjetno še ne, pa ker si starejša pa že. V bistvu, po mojem, da sem prve tekme, ker sem začela septembra, sem prišla na klub, takrat je nekako konec sezone, tako da pač prvo zimo sem bila malo manj na vodi, ali pa smo sam jeseni veslali, pol spomladi so se pa že začele tekme in ker sem v bistvu bila dosti stara, da štartam, so me trenerji kar prijavili, jaz sem bila pa tudi tako, okej, prav, ni panike. Ja, tako da nekako zelo hitro se je ta preskok v tekme zgodil, zelo hitro sem pol tudi postala mladinka, pa sem v bistvu, ko postaneš mladinec, lahko štartaš tudi na tekmah v Tacnu, pač čez zapornico, ne. Tam je v bistvu res zelo divja voda in v bistvu po enem letu veslanja sem prvič lahko štartala že na zapornici in so me pač kar prijavili in tisto je bila tudi zelo svojevrstna izkušnja, ker je bila postavitev proge v bistvu res zelo težka in sem se skoraj utopila do konca proge, ampak nekako me to vse ni odvrnilo tega športa, no. Mene je pa tudi, zanimivo, ampak mene je zanimalo tudi, kdaj je bil ta največji preskok nekako v karieri, a to med mladinkami pa pol U23 članice? Ja, mislim, da je bil, po mojem, da prvi največji preskok je bil, ko sem prišla v mladinke, zato ker potem lahko tudi v bistvu na teh mednarodnih tekmovanjih tekmuješ, če se uvrstiš v reprezentanco. In mislim, da sem se celo že prvo leto uvrstila v spust reprezentanco, pa so mi rekli, da pač me ne bojo vzeli, zato ker se jim zdi boljše, da še malo treniram, pa se mi je zdelo to zelo dobra odločitev, ker nisem bila še pripravljena takrat na vse to, čeprav pač sem bila fizično toliko sposobna, pa očitno sem se divje vode nekako toliko hitro navadila, da mi je vseeno uspelo. Tako da prvi preskok je bil sigurno prehod med mladinke, ker takrat se začnejo te svetovna mladinska prvenstva in to. Potem drugi preskok, mogoče v kategorijo U23, je bil malo manjši, ker nekako si že z mladinci skozi si na istih tekmah kot U23. Največji preskok je pa pač iti med člane, ker tam so pa vsi te dobri in tisto je pa v bistvu res težko, no, ker malo te tako, koliko sem delač ali pa na ta način, ne, koliko lahko še se izboljšam mogoče. Omenila si spust, če bi malo pojasnila nekomu, ki je Simon, recimo, kaj sploh je spust, ko on verjetno ne ve, kaj je spust. Ok, v bistvu v kajak v mladih vodah imamo zdaj nekako 3 discipline. Ena je spust, ena je slalom, ena je pa kajak kruz. Spust je v bistvu tak, kjer ti tekmuješ samo, kdo bo čim hitrejš dol po reki prišel. In imaš tudi tam 2 v bistvu poddiscipline, ena je šprint, ki je v bistvu kakšno minuto dolga razdalja, recimo. Pa klasika, ki je pa recimo med 15 pa 20 minut ponavadi. Tako da tudi čolni se razlikujejo med vsemi temi 3 disciplinami. Tako da na začetku sem v bistvu tekmovala, ali pa prvi večji uspeh je prišel v spustu, mogoče predvsem iz tega vidika, ker sem rabila malo več časa, da osvojim neko to fino tehniko slaloma. Zdaj pa v bistvu spusta ne tekmujem več, zdaj se pa usmerjam v slalom pa v kruz na divjih vodah, ja. Torej, spust je pač individualno se samo štopa čas, ne? Zdaj, kajak krosu mi je glih prej mami omenila neko zanimivo zadevo, ker sej tam imaš medalje, to se 4 se spustijo dol in pol pač 2 napredujeta in tako naprej. Pa mi je rekla, da imaš tudi samo za čas, da se sam štopa, to zdaj v kvalifikacijah. Ja, v bistvu reče se time trial, glede na podlagi tega time triala naredijo te skupine, kako bo šlo na izpadanje. In mislim, da zdaj zadnji 2 leti sta obe dve pač poddisciplini pač za medalje, no, tako da. Aha, ok, no tega nisem vedel. Ja. Pa glede treninga, kako a si ves čas skupino trenirala, si tudi sama trenirala, kdaj tako, nekaj v tem smislu. Ja, v bistvu na začetku, mislim čist na začetku vedno skupino, tudi iz vidika varnosti, ko si mlajši, nekako ne greš sam veslati, ne, sploh na divjo vodo. Potem, potem, ko pa si starejši, pa seveda greš tudi sam. Še vedno je fajn, da
pač si previdena, ne, sploh če greš na kakšno tako reko, kot je Soča ali pa tako, ki je lahko to nevarno, je vseeno boljše, da imaš nekoga, ampak gremo kdaj tudi sami, ja. V bistvu je to res tak užitek, sploh na reki, a ne, da greš sam veslet, tak mir, pa res ful dober občutek. Kateri trenutek iz začetka kariere se ti je pa tako najbolj vtisnil v spomin, tako mladih? Iz začetka. Ja, Ja, po mojem prav ta prva tekma čez Tacensko zapornico. Koliko si bila takrat stara? Skoraj 14, ja. Ja, ker pač dejansko po enem letu veslanja sem bila spuščena tam čez in nekako sem do konca proge že 3-krat se prevrnila, pa eskimotirala, pa me pa ena rola tako zagrabila, da me je skozi nazaj vlekel in sem bila tudi jaz že tako izčrpana, pač, da sem odpela krovnico in me je še vedno nazaj vlekel in mi je čelada tako pač pod silo te vode tako na nos prišla, mi je zlomila nos. Potem mi je še, pač temu se reče rola, povratni val, ne, ke te tako nazaj pa nazaj vleče. In v teh trenutkih včasih moraš celo dati rešilni jopič dol, zato ker včasih je najlažje iz take role ven pride tako čisto na dnu, ker tam toliko najmanj močen, ne, da se prepustiš vodi, da greš čisto do konca dol, pa pol čim dlje pač prideš ven. In v glavnem to me je tako že 4-krat potegnilo nazaj in ko sem končno prišla tako malo ven, mi je še rešvalc čez glavo zapeljal in potem sem šla še enkrat in na koncu sem me mogla tako za rešilni prijeti pa ven odvleči in sem bruhala voda po moje še cel dan. In potem je trener pretekel do mene pa rekel, ajda, si v redu? Sem rekla, ja, v redu sem. Pa je rekel, ja, saj ti ni treba in drugega teka. Sem tako, okej, se nisem o tem razmišljala, zdaj, ampak hvala. Tako da ja, tisto je bil tak močen dogodek. Ko se kar vtisne v spomin, ja. Ampak, no, ko smo pa že pri tem, kdaj si se pa naučila recimo eskimo? Po mojem, že tisto prvo zimo, zato ker prišla sem na klub v septembra, tako da po zimi, ko si mlajši, ne treniraš toliko na vodi, a ne. Pa v bazenu tudi? Ja, v bazenu. Tako da smo veliko hodili v bazen in so me v bistvu že kar tisto zimo naučili, no. Hiter, ker jaz se ga nisem mogla naučiti. Ja. Mogoče je bil tudi to razlog, da sem pa rekel, ker se zvrneš in moraš vedno pol prazen čovn. Ja, to je res motanje. Pa zebe te pol. Sploh tam jeseni, pa zgodaj. Ja. Ja, pa gremo naprej na kakšne uspehe, recimo. Pa gremo kar na... Lahko je še eno vprašanje postavim. Prej, si razlagala za discipline, za klasiko si rekla, da traja 15 do 20 minut. To je ena tura dol po Brzicah. Pač to je cela tekma, ja. Ne greš dvakrat. Tam imaš samo, v klasiki imaš samo en poskus in to je to. Pač greš po reki dol, ne vem, 15 do 20 minut ponavadi traja in to je to. Koliko mora biti pol to dolgo, da traja 15? Odvisno, koliko je reka hitra. Ja. Ampak, ja, res odvisno. Ne? To si ne predstavljam čist. Ja, je kar en dolg odsek reke. Ja. Ni tako, da bi zdaj tisti, ki navijajo, lahko pač vse videli, ne pridejo na en košček, pa te tam spodbujajo, pa te pa na cilju vidijo. Je pol daljši odsek reke, ne? Ja, precej daljši, seveda. Kje pa so recimo take tekme? V Sloveniji, recimo na Savi dolinki, tudi v Tacnu imamo ponavadi, to je prva tekma sezone Medvode Tacen. V bistvu, ja, štarteš tam. To si lahko zdaj malo predstavljaš. Ja, tam si lahko predstavljata. Ta je malo bolj taka mirna, ne. Pol na Soči je zelo lepo tekmovati. Če kaj poznata, je do Trnovga v Soči ponavadi. Pa Hrastnik, recimo, no, ima tudi še kakšne tekme. No, ko smo že pri tem, kaj pa, katera reka ti je pa najbolj všeč v Sloveniji? To pa ni težko vprašanje. Soča, definitivno, ja. Zakaj pa? Pač, ne vem, eno tako posebno energijo ima, res je čarobna. Tako, z vseh vidikov, tako moraš biti tam, da začutiš to, no. Aha, to že tako čisto za sproščeno veslati uživati, ali tudi, če je kakšna tekma na Soči, je tudi... Mislim, tekem na Soči je žal bolj malo. Včasih jih je bilo več, ampak problem je, da voda pač ni regularno, težko je ravnati in pol malo pade, malo naraste.
Problem je tudi pač zaradi drugih ljudi, ki so na Soči, ali teh rafterjev, ali drugih kajakašev, je težko pač res rezervirati en odsek sam za tekmo. Pa tudi sama organizacija je veliko dela s postavitvijo vratc, ker ne smejo biti skozi postavljena, zaradi tega, ker lahko poplava, ne, in da pač ne bi to odnesli. Tako da v bistvu na Soči sem tekmovala v slalomu samo enkrat, ampak ja, mi je bila ena ljubših tekem, no. Okay. No, pa gremo malo tako svetovno. Kater uspeh bi tako postavila najvišji? To je verjetno težko, lahko nekaj časa razmisliš. Iz katerega vidika najvišji, da meni osebno najbolj pomeni? Ja, tako. Ni nujno, da je, ne vem, gledano skozi, da bi nek objektiven gledalec gledal. Najbolj nekako pri meni, da se mi je vtisnil spomin. Težko je zdaj izbrati, ker se mi zdi, da je vsak uspeh imel neko posebno zgodbo zadaj, pa mi je veliko pomenil, no. Mogoče še posebej ta zadnji uspeh, ki je bilo lanskega septembra, sem bila druga na svetovnem prvenstvu v krosu. Mogoče tam je res poseben, zato ker je bilo ful težko leto prej in si nekako nisem mislila, da bom uspela toliko biti močna ali pa se pripraviti in pač to osvojiti. Ja, ker jaz vedno, ko gledam kajak kros, mi je tako zelo podobno krosu na smučanju, ker imaš v bistvu 4 in potem, to je tudi zanimiv šport, zato ker če si ti prvi, ker te spustijo iz rampe dol, ne? Če si prvi, ni nujno, da boš tudi, da si v najboljši poziciji, ponavadi je pol drugi, ne? Ja, zelo je, mislim, vsi gremo naenkrat dol po rampi v krosu, v tem delu, kaj spadamo, ampak ja, lahko, da si na zgornjem odseku proge prvi, boš na koncu zadnji, ali pa pač res je nepredvidljivo, v bistvu je zelo taktično, no. In kako se razlikuje recimo cel dan pa priprava, nek kros ali pa greš kajak tekmo, navaden slalom? V bistvu pri krosu, pri slalomu se pripraviš veliko en dan prej, gledaš tiste demonstracijske vožnje, narediš nek plan, svojo idejo, kako boš to odpeljal in se pol glede tega orientiraš, ali pa na tem gradiš. Pri krosu pa moraš skozi spreminjati svojo taktiko, glede na to, s kom si v skupini, glede na, v bistvu tudi na vodi, ko greš dol, glede na situacijo, ki se sproti odvija, tako da je veliko, na ta način je veliko bolj dinamičen, no. Pa nepredvidljiv. Ampak kje pa imate več videoanaliz nekih voženj? Verjetno še vedno v slalomu več, čeprav pri krosu pa verjetno tudi druge precej analiziraš, kakšno taktiko imajo, pa kako vozijo. Pri krosu je v bistvu tako, ko odpeljem time trials, pa se naredijo te skupine, pa vidim, s kom sem v skupini, grem vedno pogledat pač te individualne vožnje od teh sotekmovalk, vidim mogoče kaj so zbirale ali pa kako so odpeljale neka vratca, da vidim, kaj jim leži, ali pa recimo, če so zelo reaktivne na štartu, če so hitre, da mogoče vem, kaj pričakovati, da se ustvarim ene par predstav, pa potem tudi lažje reagiram na vodi, no, in potem vsakič po zaključenem tem skupinskem štartu, če se uvrstim naprej, pogledam ta del, ki sem ga jaz odpeljala, pogledam, s kom bom pač v naslednjih skupinah in pogledam vse tiste tekmovalke, kako so one tekmovale v svojih skupinah. Kar natančna taktika. Ja, v bistvu je veliko te videoanalize, veliko je v bistvu med vožnjami in na začetku med temi skupinami je kar veliko časa, pa vedno manj, ker jih je vedno manj, tako da na koncu, če prideš do finala, med polfinalom in finalom, tisti video pogledaš tako že skoraj na štartu. Ali pa imaš srečo, da z nekom ves čas hodiš skupaj, ne, da se po dva... Ja, če bi tako dva skozi napredvala, ja, to je res. Pa lahko tudi tako, ja. Ampak to verjetno. Ampak vseeno moraš pogledati video, ker na vodi ne vidiš vsega, ker se toliko dogaja, ti moraš zase gledati, zase tekmuješ. Če si prvi, sploh ne vidiš, kaj se zadaj dogaja, mislim, moraš imeti to zavedanje, a zdaj moraš ful hitro peljati, vsake toliko moraš nazaj pogledati, da vidiš, če je kdo takoj za tabo ali ne, ampak načeloma ne opaziš vsega, no. Kako se pa potem pri tej videoanalizi delajo razlike? Ker dostop imate vsi, ne? Do tega orodja. Ja, to je res, to je dobro vprašanje.
Pa ne vem, kaj ne rečem, v bistvu poznaš sebe, poznaš, kaj ti potrebuješ iz te videoanalize, pa taktično, pač probaš boljš razmišljati kot ostali, ali pa opaziti več kot drugi, ali pa ne vem, na ta način. Ali pa pol pač sam boljš narediti to izvedbo na vodi. Kje pa si bolj živčna? Med, ko je slalom tekma ali ko je cross? Po mojem, da na crossu mi bolj nabija srce na štartu, pa že tak štart je bolj spektakularen, tako prav, preden štartaš, dajo prav tako, v bistvu ozadje, tako tup, tako kot dejansko srčni utrip in včasih si prav tako, pa včasih dejansko ne veš, mislim, veš približno, kdaj bo štartal, ampak potem ti že rečejo in position, pa ta potem od in position do štarta je včasih, ne vem, 5 sekund, včasih je pa minuto in pol tam čakaš, ti že fokus pade, pa si tako, okej, dajmo, kdaj bo, a ne. Tako da verjetno, da tam moraš biti nekako bolj zbujen. Torej, srebrna medalja v crossu nekako eden večjih uspehov. Kaj pa v slalomu, to si bila pa, še sam se spomnim, leta 2017, ne? V Tacnu sem tudi jaz pomagal pri organizaciji prestolnic. Pa sem prav ful navijal tam. Hvala. Pa si bila zlata, ne, skupinsko. Z ekipo, čisto je tudi en zelo lep spomin. Ja. Sploh, ker so to sama neka velika tekmovanja, to je bilo evropsko prvenstvo, ne? Ja. Torej bilo sama sebi rekla, da si tekmovalka za velike tekme. Ali mislim, da ne bi mogla tega reči. Nekako se še malo učim na teh velikih tekmah. Se mi zdi, da moja prednost nikoli ni bila ta mentalna trdnost in sem pol zelo veliko delala na tem, no. Ampak ja, velikokrat na treningih delam ful boljše kot na tekmah. Mogoče zdaj v zadnjih letih sem res naredila en preskok, ampak vedno mi je to povzročalo težavo, pa mogoče tudi frustracijo, da na treningih mi je šlo super, pa sem bila zelo blizu tem dobrim puncam, na tekmi pa mogoče me je neka nervoza ali pa bolj neka prevelika želja, me je pa potem pač držala nazaj, da sem hotela preveč na ta način, no. Kaj pa pol svetovni pokal? Mislim, da so tudi to zelo pomembne tekme, ker koliko jih je, na 6, 7 prizorišč? 5 na leto, ja. 5. In katera so? Mislim, prizorišča? Ja. Pa to je vsako leto malo odvisno, ampak so neka taka stalna, ne vem, Praga je velikokrat, Tacen je velikokrat, v zadnjih letih tudi Augsburg v Nemčiji, da se malo rotirajo, no. In katero ti je najljubše? Da najraje veslaš tam, ni nujno, da si dosegel... Da tekmujem, dobro. Ja. Najljubše, to težko rečem, po neki... Na nek način mi je Tacen res najljubši, ker je pač doma in je vzdušje vedno toliko lepo. Hkrati pa se mi zdi, da glih v Tacnu nikoli nisem uspela izkoristiti domačega terena. No, ampak se je zlato na evropskem prvenstvu še nekaj je, ne? Res, mogoče bolj v tem individualnem smislu, ne. Nekako mi je lažje tekmovati v moštvih, sem vedno boljš tekmovala. To je zelo težko. Ja, na nek način so moštva težja, res. To je ogromen taktike. Ja, pa v nekega usklajevanja, ampak mogoče sem bila vedno malo manj nervozna, no, ali pa, ker se mi je zdelo, okej, saj lahko jaz najboljš naredim, pa še zmeraj bomo imeli kakšno napako, ne zaradi mene, pač tako se mi je zdelo individualno tako, zdaj pa res se od mene odvisen, pokaži, kaj znaš, Ja, no, ampak... večji pritisk si dam, no. Zanimivo, ker večini bi bil po moje, vsaj men, da ne zafrknem kaj drugega. Sploh, če bi bil jaz najslabši, bi imel ful problem tekmovati tam. Če bi bil najboljši, se pa ful sekiral zaradi ostalih. Ne, sej, to je res, to dejansko čutiš, to neko odgovornost do ekipe, da pač se ful pripraviš, ampak pol, ko si pa na vodi, pa imaš, ne vem, ali eno spredje, eno zadnji, pa nekako kar padamo v ta ritem, da smo pač 3 in da ni samo vse od mene odvisno, no. Torej, v Tacnu praviš, da individualno nisi dosegla tega, ker si mislila? Ne še? Ok. Kaj pa pol, kje pa, pa ni nujno, da ti je proga všeč, ampak da si pa individualno v bistvu se mi je... V poju, mogoče? V poju, ja. Poju, res, ja. Poju imam crossu medaljo svetovnega pokala, tisto je bil tudi lep spomin.
Ja, mogoče bo. Kaj pa, zdaj smo veliko o krosu govorili, kaj pa v slalomu individualno? Tako, kater dosežek imaš pa najbolj tako? Po mojem, da lansko evropsko prvenstvo finale, ki se mi sicer ni posrečal, ampak v polfinalu mislim, da sem bila 4., pa sem se res tako počutila suvereno. In tudi zato iz večjih razlogov, ker je bilo pač prizorišče olimpijskih iger, ka sem imela eno leto prej zelo nekako veliko razočaranje glede tega, plus proga mi nekako res ni odgovarjala, taka grda je bila in se mi je zdelo tako, to mi pa ne šlo, ampak potem sem se glih zaradi tega tako pripravila, da pač se nisem toliko na progo osredotočila, da mi ni všeč, ampak nase pa, da lahko vse neke dobre občutke najdem. Tisto mi je nekako malo žal, da se mi ni šlo v finalu, ampak sem pa vseeno bila vesela, kako sem veslala, tako da ne morem reči, da je tisto uspeh zdaj, wow, uspeh, ker pač vse ni, okej, finale je bil, ampak vseeno mi je bilo zelo pomembno, no. Ja. Kaj pa v Avstraliji, zdaj, ki je bilo leta 2025 svetovno, ne? Kako si v bistvu doživljala, a si tam že kdaj prej veslala? Ja. Si. Torej si poznala progo in vse to? Ja, v bistvu je to moja najljubša proga od vseh. Aha, Avstraliji. okej, v Avstraliji. Ja. Kaj pa, v Evropi pa itak, Tacen verjetno. V Evropi Tacen, Bratislava, London, so vse fajn. Torej, kako je bilo vse v Avstraliji, kako je to vse potekalo, pa kako si se pripravljala na tekmo, pa te kaj zmotila, koliko prej si šla tja, ker je ta razlika časovna, to verjetno kar vpliva. Ja, časovne razlike je kar veliko, mislim, dosti prej smo bili tam, zato ker nismo bili, noben od ekipe ni bil pozimi tam na treningu, ali pa da bi šel prej na priprave, ker ponavadi na svetovna mislim, na prizorišča svetovnih prvenstev vedno greš na priprave, ali vsaj 2-krat, 3-krat, med tekom leta. Tako pa ni bil noben od nas, ker je pač finančno bilo preveč zahtevno in smo šli toliko prej dol, mislim, da smo bili 2 tedna pa pol prej dol, 3 tedne skoraj. Tako da smo lahko naredili nek kvaliteten trening, spoznali progo v miru, se vseeno malo spočili, pa pol pač imeli tekmo, ne. Pa meni je bilo res zelo luštno to svetovno prvenstvo, no. Nekako je bila, vzdušje je bilo lepo, na to progo imam same lepe spomine, ker sem bila tam, mislim, da že 5-krat, enkrat na svetovnem mladinskem, pa ene 4-krat na teh zimskih pripravah, ke pa pač recimo januarja, februarja pobegnemo malo na toplo, in je tam res kvaliteten trening in meni je trenirati ful užitek, tako da pač imam res lepe spomine na to. In nekako je to pol vplivalo tudi na to dobro vzdušje, da sem se dobro počutila tam. Tako da sem nekako res se veselila tega svetovnega prvenstva. Mislim, da je to tudi pomagalo pol, da sem nekako bolj sproščeno tekmovala. Pa ja, da je pač prišel tudi ta uspeh, no. Torej, pozimi trenirate nekje na jugu, na južni polobli, ne? Ali tudi kaj doma? Ja, tudi doma. Mislim, če se da, gremo na toplo, zdaj to na toplo. Avstralija. Idealno je Avstralija, ampak je res, mislim, finančno je največji zalogaj, tako da ne gremo vsako leto, malo Kam pa, če ne Avstralija? Kakšen Saudska Arabija? Ja, veliko smo hodili v Dubaj, mogoče zdaj bomo malo manj, ampak ja, tam je tudi ena fajn proga, drugače pa, če ne drugega, gremo vsaj v Francijo, no. Že teh 5 stopinj razlike zna veliko pač razliko narediti v kvaliteti treninga, ne. In pa to je bilo septembra? Svetovno prvenstvo, ja. Kaj pa pol, bila si druga, pa je verjetno bil čas za kakšno tako bolj malo manj treninga, ali še vedno to pol še vedno skozi trening? Ja, ne, letos, naprej, ne? mislim, letos je sploh drugačno leto, ker pač sem noseča. Tako da po tekmi sva šla s fantom najprej v Novo Zelandijo, še malo okoli. Pol pa pač sem vedela, da bo letos drugače in sem trenirala, jaz še zdaj treniram. Zaenkrat imam željo se vrniti pač na tekmovanja, ampak hkrati si pa puščam odprte opcije, no.
Katera tekma se ti je pa recimo najbolj vtisnila iz spomin iz zadnjih let? Pa ni nujno, da lahko, da si sam dobro vožnjo naredila, pa da rezultat ni bil dober, ali pa a se ti je to kdaj zgodilo, da si prešla v cilj, pa misel na preslalom, ne, se prekaja krosu itak veš, kje si, ne, pereš v cilj, ampak... tudi prekaja krosu, ne veš, recimo letošnjo sezono, no, to preteklo, sem bila v Seatu v Španiji, sem bila v finalu kajakrosa, sem prišla v cilj tretja, sem se veselila medalje, in potem 10 minut kasneje, že ko sem bila ven iz vode, so mi rekli, da so mi v bistvu dali eno napako in da zdaj sem četrta. Kje pri kajakrosu so pa največkrat napake, ki te lahko dajo na konc, na četrto mesto? Mislim, to je tako, da ti dosodijo napako na vracih, recimo, ampak ali pa na roll zone, to je tam, ko moraš eskimo narediti, ampak problem pri kajakrosu je, da ta pravila so še premalo definirana, premalo so nekako črno-belo napisana, da tako, da če narediš to, bo napaka in potem je zelo odvisno od interpretacij sodnika, Meni so dali recimo v tem primeru napako za, mislim, da so mi dali nevarni kontakt, to pomeni, da si nekoga drugega ogrožal. To je lahko tudi zelo... Ja, se to, ker recimo so bile 3 punce v istih pač protitočnih vracih, jaz sem prišla in sem s prednjim delom čolna eno tako malo plazla, ampak nekako v krosu se to dogaja konstantno, Noben od nas ni mislil, da bi bil to lahko real in tudi po tekmi je veliko drugih držav bilo v bistvu presenečenih, pa so sprašvali, zakaj sem dobila to napako, Noben nekako ni ocenil, da je bilo to dovolj za nevarni kontakt, ampak sodniki so pač bili tazga mnenja in na koncu moraš to sprejeti, tako da včasih je lahko zelo tako frustrirajoče, No, zdaj pa še malo o treningu, saj mislim, saj niso samo tekme, sestavni del športnika, Kako izgleda recimo nek tvoj običajen dan treninga med sezono, ko se pripravljaš? Med sezono, ko so tekme. Ja, ko so tekme. V bistvu še zmeraj ponavadi treniramo 2-krat na dan. Če smo doma, je en trening na divji vodi, pa en je recimo ali nekaj za kondicijo, za aktivacijo ali pa pač laktatno toleranco ponavadi. Ali pa laktatno moč, da je odvisno, imamo tekmo v teden ali ne. Ampak ja, ponavadi imamo treninge na divji vodi tako okoli 10 zjutraj, pač zjutraj vstaneš, narediš kakšen stretching, karkoli se pripraviš na trening. Si pol ure prej na vodi, da se ogreješ, pol vidiš progo, se pogovoriš s trenerjem, potem imaš dejansko uro ali pa dobro uro treninga na divji vodi, se razveslaš, greš domov, ješ, počivaš in potem popoldne pač narediš drug trening. Drug trening, kondicija, laktatna toleranca, to si vse omenila. Ja. S čim, kako, kaj je to tek, kolesarstvo, hoja, ne vem, Zdaj, kaj z med utežmi? sezono načeloma manj tečemo, manj mislim, lahko greš bolj tako malo za sprostitev, ampak ni toliko zaželeno, recimo sploh tek, da bi prav šel, ne vem, 10 kilometrov laufati, saj ni problem enkrat, parkrat, ampak da bi pa to vsak teden delal, mogoče te pa malo počasni, Meni bolj odgovarja kakšen krajši tek med sezono, tako pol urce, kaj takega, ker če grem na neke daljše stvari, me tudi ful zategne v kolkih, In pol ne čutim toliko dobro čolna, ne sedim toliko dobro v čolnu, tako da večinoma so te drugi treningi na vodi, pač ta laktatna toleranca je veliko delamo. Kako izgleda tak trening? Tako da, ko mi čakaš, da bo konc. Ja, to je težek trening, pač imaš te intervale z malo pavze, Na mirni vodi? Na mirni vodi, na mirni vodi, zato ker na divji vodi vseeno vedno delaš v ritmu z vodo in malo počivaš, malo štartaš tako, Na mirni vodi moraš pa res dati vse od sebe, da ti pač prav sprazne, Tako da ja, ne vem, en tak je 30 sekund dela, 30 pavze. Podoben trening sva midva enkrat. Vse te so taki klasični, Težki. Ja, pol imaš pač tega seveda več serij, In vse prvo se ti zdi še tako, pa se ni toliko težko, pol druga, tretja si že tako, Ja, pol na koncu dihaš na škrge, ampak taki treningi ti pol v bistvu dajo ono svežino na divji vodi, da si pa tako hiter odziven, Zato, ker to je bilo moje naslednje vprašanje, kateri trening se ti zdi
da ti je v bistvu najbolj všeč, pa katera se ti zdi, da je najbolj produktiven. No, čeprav tega zdaj ni treba gledati, če bo kdo poslušal. Najbolj všeč mi je tehnika na Divoji. Tehnika? Aha. Ker je probaš pač res odpeljati neko progo s čim manj energije, pa da si čim hitrejši. In je tak ful dober občutek, kad ti to uspe. In na koncu v slalomu na divjih vodah moraš res izkoriščati moč vode, ker voda bo vedno močnejša, kot ti. Zdaj lahko si ti, ne vem, toliko fizično pripravljen, kot noben, pa boš še zmeraj najbolj počasen na tekmi, če ne boš znal vode izkoristiti. Tako da tehnika je en tak lušten trening. Najbolj produktiven. Ja, kakšni te fizični treningi. Mogoče tudi v fitnessu neki VO2 max treningi oziroma neki na meji med VO2 max pa laktatno toleranco, ko imaš pač izvaja na vajo krog recimo 10 minut in na koncu pač res ti je že slabo, ne, dihaš komaj. In pol ponoviš to 3-krat, 4-krat in na koncu tega treninga si tako res, to je bilo produktivno. Ampak, torej očitno laktatna toleranca po odgovorih sodeč, ti ni prav zelo všeč trening, pa se moraš prav malo prisiliti, da greš, ali to kar z veseljem. Ne, ja pa ne v bistvu, to je tak love-hate relationship. Zato, ker itak da trpiš na treningu, ampak hkrati veš, da ti bo to pač pomagalo. Pa ful dober feeling je, ko končaš, ker si tako res. Da si nekaj naredil, ne? Ja, tako, ali pa ne vem, živ sem, tako tisto občutek nazaj med živimi sem. No, zanimivo. Skozi tvojo kariero so se verjetno treningi tudi spreminjali, ne? Ja. In kako se je pa tudi v bistvu nekako tvoj pristop oziroma priprava na nek trening spremenila, pač tako. Ko bi to vprašal. Ne vem, sama sprememba treningov. Ja, to se nekako tako postopno dogaja, se mi zdi, tudi ko malo zoriš kot tekmovalec. Ni tako, da bi ti zdaj mogel trener, zdaj se moraš pa ti bolj pripravljati na trening ali pa kaj takega. Nekako se to tako naravno zgodi. Tudi ugotoviš, kaj sam potrebuješ, da se pripraviš na trening. A je to nekomu malo več stretchinga ali nekomu malo več vizualizacije, odvisno od tipa treninga. Se mi zdi, da vedno, mislim, starejši ali pa vedno bolj zrel postaješ kot tekmovalec, vedno več je tega na tebi, da ti ugotoviš pa poslušaš svoje telo, pa prideš na trening tako, da boš največ odnesel od tega. Koliko časa pa recimo, ko smo prej omenili videoanalize, koliko časa pa recimo za to porabiš oziroma nameniš temu času? Mogoče veliko, no, v bistvu. Na treningih se večinoma snemamo, tako da po treningu enkrat, ne vem, ali najprej poješ, ali najprej pogledaš video, ampak pogledaš vse posnetke, analiziraš ali sam ali s trenerjem. Pa tudi kakšne tekme se analizira, no. Mislim, tekme se sploh veliko analizira. Tako da načeloma to kar porabiš nekaj časa, Se pa veliko naučiš iz tega. Kako pa, to smo zdaj govorili bolj za slalom trening, a za cross je kaj različen trening? Pač... Ja, trening je drugačen, ampak pristop je isti, pač kako se pripraviš, pač kar rabiš narediš, ne, in videoanalizo tudi pol pogledaš. Ampak to kajak cross moraš tudi, to težko sam treniraš. Mislim, lahko sam treniraš, ampak rabiš tudi ja, absolutno. Ja, sam lahko treniraš v tej meri, da pač si suveren na teh protitočnih vratcih, da jih res čim hitreje odpelješ. Pa recimo, da narediš dober eskimski obrat, da si hiter, tam veliko časa lahko izgubiš. Potem te interakcije, pa seveda pač rabiš skupino, da treniraš. A tu treniraš ves čas s puncami ali tudi kdaj kakšen trening s fantom? V bistvu tudi s fanti delamo, zato ker itak v Sloveniji nas je toliko malo punc, da načeloma, ko imamo te treninge v Tacnu, pač vsi pridemo tja in se zmenaš, kakšno rundo greš s puncami, kakšno rundo pa pač tudi prideš, pa greš sam s fanti dol. Tako da... Iz kje pa prihaja ime eskimski obrat? Verjetno od Eskimov. Ja, po mojem, da res. Ker
Kako izgleda pol ta stvar, da si je prislužila ime eskimski obrat? Pač, ko se zvrneš na divi vodi, mislim, pri kajakrosu se za nalož zvrneš, ampak pol se pač tudi tako z veslom pobereš pod vodo, da prideš nazaj gor. A pa tu se rabiš, ker zdaj to nisem čist zih, a se rabiš za 360 zavrteti tako, ne? Pač če ti se prevrneš, greš tako pol čez. Ali je dovoljen, da se sam obrneš, pa tako nazaj gor? Ne, v kajakrosu moraš 360, ja. Ampak sej, to je v bistvu lahko celo hitrej, ne? Ja, hitrej, res je, ja. Lahko je, ja. Ja, je hitrej. Ko imaš neko tako inercijo, pač greš v eni strani not. Ja, ne prekineš gibanja v bistvu sploh. Ja. Jaz sem imela na začetku veliko težav z skinskim obratom pri kajakrosu, pa ne zato, ker ne bi znala ven prideti, ampak ful se mi je bilo težko za nalož zvrniti. Pač, ker v kajaku načeloma nikoli se nisi za nalož zvračal, ne, pač to se ti je zgodilo. Ali pa nikoli se nisi za nalož zvračal, pa probo biti čim hitrejši pred tem, da se zvrneš, ne. Tako da sploh v teh plastičnih čovnih so še nekako ful bolj stabilni in sem mogla prav povaditi, pač, da grem hiter noč, pa ker sem pod vodo hiter pridem ven, ampak ta del, ki se moram zvrniti, sem na začetku zelo počasna, tako da sem v bistvu tega mogla najbolj trenirati. Ampak to se nič ne štopa čas med kajakrosom, ko grejo vsi štirje dol, se nič ne štopa čas. Pa mislim, da se ne. Zato, ker Apol je edina kazen, ki jo lahko dobiš, če karkoli narobe narediš 4. mesto. Ja, mislim, ja, 4. si, ja, v najslabšem primeru. Kaj pa če 2, recimo, naredita napako? Pol gre potem, kjer je prej naredil napako. In tisto, ko je prej naredil napako, je po 4. Ja. Aha, ok. Zanimivo, ne, zato, ker se mi zdi to že kar taka huda kazen, ne vem. Mislim, tako kot je pri slalomu, recimo tudi 50 sekund v bistvu zgubljena tekma, ne? Ja. Je tle tega sploh ni, da dobiš takoj 4. mesto. Ja, res je, ja. Dober. Kaj pa poleg kajaka, katere športi, mislim, so ti še tako všeč? Kaj rada delaš v prostem času? V bistvu ful preveč stvari rada delam v prostem času. Preveč? A to pa tako v smislu, da vpliva to na kajak, da nimaš več časa? Kako? Mislim, v bistvu sem tak hiperaktiven človek, pa ful imam rada športe, tako da... Katere? Pa v bistvu vse, kar je v naravi, najbolj, no. Ne vem, turno smučanje... trail take, vse, pač karkoli v naravi, pač res, ful mi je dober. In ja, na začetku, mogoče sploh v mlajših letih ali pa mladinskih v 23, sem imela problem, da sem bila vedno preveč zmatrana, zato ker na tiste dneve, ki je bil kao počitek, sem šla jaz tal v hribe ali teč tal neki, ker mi je bilo težko biti doma pa delati nič, pa res počivati. Ampak zdaj sem mogoče se malo naučila, da počitek ti včasih prinese tudi več, ali pa da lahko kakšen ta šport drug ukorporiram pač tudi v treninga, ne. Tako da... Tlej mi piše, da tudi šivaš kot hobi. Ja, to je bil v bistvu ful dobra rešitev tega, da jaz malo več počivam. Zato, ker pač ja, ful sem rada tudi kreativna, ustvarjalna, tako da potem sem ugotovila, da če recimo ob nedeljah svojo energijo usmerjam v ustvarjanje, namesto to, da grem pač ful nekaj še športat, v bistvu moje telo počiva, ne, tako da to je en način, da počivam. Kaj vse pa šivaš? Kaj šivam? Vse, ampak veliko šivam teh UV majčk, no, v bistvu teh surf majčk, pa za veslati. Aha, torej, kakšno svetovno prvenstvo boš ti sešila, kakšen tak logo. Ja, drugače, začela sem v bistvu zase tako šivati, ampak pa mi je ful, pač kajakašic rekel, kje si to kupila? Pa sem rekla, jaz sem zašila, tako, bi še mene, ne. In pa so ful začele mi naročati v bistvu to, ne. In zdaj ena Nemka je, Elena Lilik, ki je imela mojo majčko, ki sem jo posebej zašila za olimpijske in je bila druga pol in je ful fajn posnetek, kaj tako pride do medalje s to majčko. Aha, tega pa nisem vedela. Mi je kar veliko pomenilo. To v Parizu, ne? Ja. Ja, okej. Zdaj pa še malo o psihični pripravi. Kaj te najbolj jezi po slabi vožnji? Ali pa recimo... Sodniki.
Ja, če je kakšna odločitev, ki se mi je zdela, da ni bila fair, pol seveda, da si tako malo. Ampak konec koncev moraš to sprejeti in se mi zdi, da vsakmu v našem športu se je že zgodilo, res čisto vsakmu, da je kdaj mogoče imel dosojen kaj po krivici ali pa ke pač se res nobenemu okoli tudi ni zdelo, da bi mogli biti to, ampak pol, ke vidiš, da nisi edini, pol to sprejmeš, pač ke del športa. Sodniki so vseeno samo ljudje, a ne, tudi oni delajo napake ali pa tudi oni mogoče mislijo, da so prav naredili, v svoji dobri veri pač so dali res, so bili fer, a ne, samo pač niso imeli mogoče vseh zornih kotov, da bi pač res bila odločitev tudi še bolj objektivno fer. Čeprav zdaj, ker tehnologija napreduje, ne, pa imaš lahko ti videoanalize, Ja. imajo tudi sodniki več kamer, ki lahko preverijo. Pač tako, kot je VAR pri nogometu, Seveda. ne, imaš lahko tle tudi pol dalj časa preverjajo. Kako se tebi zdi to, ko priješ v cilj, pa v bistvu pol oni lahko preverjajo odločitve, ki so načeloma ne bi videli tega, pa pol presodijo na konc, ki že ne, prej si rekla 10 minut ali pa po temu. Ja. Kako se ti to zdi? A bi raj veslanje čist brez teh videoanaliz? Ne, meni se zdi to fajn. Pač sploh na teh velikih tekmah se mi zdi, da odločitve na koncu še vedno, sploh v slalomu, da so kar fer, ne. In tudi ti, ke prideš v cilj, načeloma sam veš, a si imel eno tako malo riski situacijo, pa nisi ziher, a bo, ne vem, 50 ali ne bo, in tudi vidiš, če sodniki pač še gledajo tvoje posnetke, imaš vedno zraven eno tako zvezdico, a ne. In potem, ko zvezdica gre, veš, da je odločitev obstala. Zdaj še vedno se lahko potem trenerji, če mislijo, da odločitev res ni bila fer, dajo pritožbo, pa bojo potem te sodniki to vse še enkrat pogledali, a ne, in včasih spremenijo. Ampak verjetno kar redko. Se mi zdi, da je bilo 2 leti nazaj na olimpijskih Benjamin Savšek, se mi zdi, da je bila ena taka. Ja, tisto nam je bilo vsem hudo, ker se nam ni zdelo, da je bila fer odločitev, no. A je bila 50? 50, ko je dobil, ja, za namerno odrivanje vrat, ampak to je, tule sodniki v bistvu, to je ena najtežjih kazni za soditi, se mi zdi, zato ker sodniki večinoma niso zdaj tekmovalci bili, a ne, ali pa sploh ne top tekmovalci. In oni nekako sodijo tvoj namen, pač, ali si imel ti namen ta vratca odriniti. Ben je takrat res pač prišel na vratca in mi, ki res poznamo šport dobro, ke imamo te občutke iz vode, kako kdaj odreagiraš, je nekako tako butno s komolcem, ke je probal rešiti zadevo, a ne, in nobenemu se ni zdelo, da je tisto on namerno odrinil, noben od nas ni tega mislil, ampak sodniki pač, ker nimajo te perspektive, mogoče se jim je zdelo to en tak nenavaden gib in so mislili, zdaj si je pa on hotel tule vratca odriniti, da jih bo speljal, a ne. Zdaj, to se mi zdi najtežja stvar, no, da puščaš sodnikom, da sodijo tvoj namen. Taka preveč odprta interpretacija, no. Kaj te pa, zanimivo vprašanje sem zdaj dobil, kaj te bi bolj jezil, 50 na začetku ali 2 čist na koncu? Ja, ne vem. Mislim, 50 na začetku bi bila mogoče, ne, v vsakem primeru bi bila ful jezna nase. Ampak ja, 2 na koncu je res ena taka mogoče kazen, ki je vsak kdo izkus, ke misliš tako sploh po dobri vožnji, to je to, a ne, še zadnja vratca, verjetno sploh niso težka, pol jih pa nekako butneš, ke si z glavo že v cilju, a ne. Ampak to je tudi ena taka dobra lekcija, se mi zdi, ke se lahko veliko naučiš iz nje. Aha, no sej, ker to je moje naslednje vprašanje. Iz česa se več naučiš, iz napak ali iz nekih stvari, ki si jih dobro naredila? Iz napak, definitivno, ja. Kakšnih? Mislim, različnih, vsakih napak. Se mi zdi, da napake ti lahko res ful dajo, celo več kot pač dobra izvedba. Na dobro izvedbo si ponosen, zadovoljen, je nekako tako okej, to mi je ratalo tako, kot sem si zamislil, ali pa še boljše. Napake ti pa v bistvu spodbudijo, da razmisliš, zakaj ti ni uspelo, ali pa kaj je princip zadaj, da si to narobe se lotil, narobe odpeljal, karkoli. Se mi zdi, da vedno lahko več iz tega potegneš. Torej, kaj bi pa svetovala sebi, ko si bila 18, da bi spremenila oziroma delala drugače, da bi bila zdaj še boljša, recimo? Da bi dejansko to bolj upoštevala, da napake niso slabe, pač, ali pa da se res še več naučim iz svojih napak. Ponavadi, sploh v onem obdobju sem bila vedno sam
jezna na svoje napake, pa sem nekakih, to hočem čim prej pustiti z preteklosti, gremo naprej. In se mi zdi, da nisem vzela toliko, ali pa nisem se naučila toliko, kot bi se lahko, no. Če bi res si pustila delati te napake, ali pa da se ne bi toliko sekirala, da sem, zdaj sem pa res, ne vem, slaba, ker sem to napako naredila. Pač ne, se zgodi, ampak poglej, zakaj, a ne? Na ta način. Na začetku si omenila, da nisi iz kajakaške družine, a ne, da večino najboljših pa so recimo Žigalin in ostali. Še vedno pa imajo starši nek vpliv pa to za sam šport, da ste spodbujajo v športu, ne? Ja, to sigurno. Mislim, nisem iz kajakaške družine, sem pa iz športne družine. Moja starša sta bila oba dva športnika, oče je bil v bistvu najprej smučar, pa pol, ko si je vezi poškodoval, je bil kolesar, v bistvu je bil pol v kolesarstvu še boljši. Mama je bila alpinistka, tako da v bistvu smo odraščali z veliko različnimi športi in se mi zdi, da mi je tudi ta raznolikost, da sem ful športov sprobala, pa pol pomagala v kajaku, ne vem, da sem hitreje osvojila stvari ali pa da sem bila spretna, da sem bila koordinirana na ta način, no. Kdo ti je dal pa najboljši nasvet, tako glede športa na splošno ali pa kajaka, je bil tudi trener, kakšen prijateljica, mogoče oči, mami? V bistvu zelo rada poslušam nasvete od Petra Kauzerja. Ker Torej, on je tvoj idol? Ali lahko tako? Ja, sigurno, ja. On je res, njegov stil veslanja je pač tak, ki ga občudujejo vsi po svetu, a ne. Ima res tako dobro tehniko, tak lep občutek za vodo, da ga je pač samo užitek gledati. In ga probam tudi čim več opazovati, ga kdaj vprašam in ful mi je všeč, ker zelo rad pomaga, zelo rad pove kaj nazaj ali pa mi celo pokaže kaj, tako da od njega se veliko probam naučiti, no. Ja, jaz sem dobil od njega avtogram. Ja, ne, on je fajn. Prav na tem Evropskem prvenstvu 2017. Kaj pa pri dekletih, a imaš kakšno vzornico pa pri dekletih? Ja, večjih. Mogoče Jessica Fox sigurno, ker je pač dosegla praktično vse, pa hkrati še vedno ostaja zelo tako človeška. Ni ta uspeh šel v glavo ali pa kaj takega. Pa Ricarda Funk, obedve sta mi. Mogoče iz tehničnega vidika mi je najbližji vseeno Peter Kauzer. Si želim bolj iti v to smer, ampak pač od vsega se mi zdi, da se lahko nekaj naučiš. Ali je to pristop, ali je to, kako se soočajo s tekmami, s porazi, z uspehi, karkoli. Pač vsega, ko gledaš, se mi zdi, da lahko nekaj vzameš od tega in to nekako probaš ponotraniti, no. Kje bi bile pa punce bližje ta najboljšim fantom? V nekem kajak krosu, spustu ali v slalomu? Po času ali... Ja, po procentu zaostanka, verjetno. Ja. Mislim, da v slalomu. V slalomu? Po mojem... Ali pa v spust šprintu, no. V slalomu je zelo odvisno od proge. Une proge, ki imajo divjo vodo, pa so zelo tehnične, so lahko dobre punce zelo blizu dobrim fantom, zato ker na divji vodi pač ti ne pomaga to, da boš ti zdaj še močnejši, pa še hitrejši, a ne, ker voda pač gre, a ne, če pa ti ujamaš prave tajminge, pa to si pa lahko zelo približaš. Torej, veliko bolj pomeni, kako čutiš vodo, to pa punce so še vedno lahko. Ja, kleni punce lahko tako dobro so v tem, a ne. Imajo pa manj te eksplozivne moči, pač seveda vsa fiziologija, kaj je drugačna, se vsem pozna. Kaj ti je pa nek cilj za bližnjo ali pa daljno prihodnost? A bolj slalom, bolj kros, pa kaj v tej disciplini? Definitivno slalom pa kros, po mojem. Spusta ne veslam več toliko. Mogoče spust mi je bil vedno ena disciplina, ki mi je bilo mogoče premalo, mi je bil izziv. Tako se mi je zdelo, da je premalo neke tehnične komponente. Pač moraš biti hiter, seveda moraš imeti neko tehniko, ampak ni pa zdaj, da bi ful razvil tehniko, ne. V krosu mi je všeč ta res taktični vidik, pa ta hitra odzivnost, kako se moraš čim hitreje prilagoditi situacijam. V slalomu mi je pa res tako nekako všeč ta umetnost tega, pač tega, da začutiš vodo, da odpelješ z vodo in to ti daje en tak užitek, tako da to izziv mi je v bistvu
prenesti iz treninga, ker to mi velikokrat uspe, zdaj še na tekme. Da me mogoče ta moja prevelika želja, da pokažem, kaj znam, ali pa da pokažem, kako dobro mi gre na treningih, ne bi več ustavljala, ne, da lahko res na tekmi bolj konstantno delam neke res sproščene vožnje, ker se ne obremenjujem rezultatom, ampak pač odveslam, ja, bolj za nekak ta užitek, pa da mi je vseeno, kaj si drugi mislijo, pa tako, ker ponavadi takrat pač rezultat tudi pride, ne, in je zelo dober. Kaj pa olimpijske igre 2028 Los Angeles? Okej, olimpijske igre, Mislim, to je zelo- absolutno si želim. Ampak to je precej zahtevno tja pred. Mislim, saj samo en predstavnik na državo, a to Slovenija ima garantirano predstavnico. Ne, nimamo, moramo kvote dobiti. Aha. Ni garantirane predstavnice ali pa predstavnika, tako da v bistvu do zdaj je bil en na državo, mislim, da v LA-ju bosta lahko 2 na disciplino, zato ker zdaj, ko imamo kros, kanu pa kajak, bo tisti, ki se bo kvalificiral za kros, lahko štartal tudi kajak. Aha. Pač v bistvu še vedno dobiš eno kvoto za kajak, ampak če je tam že nekdo za kros, lahko štarta še slalom. To bo zdaj prvič, ne. Tako da dejansko Okej. bomo imeli lahko 2 predstavnici v eni disciplini. In kje se bolj vidiš, da bi lahko bila? Kros ali slalom? Oboje ali pa nobeno, ne vem, pač težko je res, ker oboje bi mi lahko uspel, ampak glede na to, da je pač res tak težek sistem, kako se uvrstiti, se hitro zgodi, da izpadeš. Pač od zadnjih olimpijskih iger se mi je zelo spremenil pogled na to, no. Zato, ker sem bila tako res globoko razočarana nad tem sistemom kvalifikacij, ker sem nekako res izvisela. Dobila sem kvoto v slalomu, ampak zato, ker sem dobila kvoto v slalomu, se nisem smela boriti za kvoto v krosu. In to, da sem jaz dobila kvoto v slalomu, sploh ni pomenilo, da grem, zato ker smo imeli še interne selekcije, ne, kjer je pač Eva imela boljše rezultate in je šla Eva na to mojo kvoto v slalomu, jaz pa nekako sem ostala brez borbe, da bi se sploh lahko še borila za kros. Tako da tisto mi je bilo res eno veliko razočaranje, tako sem imela prej eno bolj idealistično podobo olimpijskih iger, kot te, veš, vrednote pa vse. Pa se mi je pa zdelo, kaj se kle zadnje toliko politike, pa na koncu se niti ne smeš boriti, a ne. Če si že dobil eno, mislim, pač res take odločitve, ki jih mogoče tisti iz našega športa sploh, ali pa sploh izven športa, ne vem, ne vejo, da ja, oni športniki, ki jih vidiš na olimpijskih iger, za njimi je še veliko športnikov, ki bi tudi lahko bili, a ne. Ali pa jih je mogoče neka ta politika obdržala zunaj te vstopnice. Ali pa recimo tako kot pri nas, ko sta Beni pa Luka, a ne, oba dva sta bila, mislim, da prvi in drugi na jakostni lestvici, samo eden je lahko šel na olimpijske, tako zelo brutalno, a ne. Zelo brutalno, pa sej Žigalin je pa zmagal evropsko, recimo. Pa ni bil niti, mislim. Ja, sej to, ne, v ozadju tega, kar vidiš na televiziji, je ful nekih odločitev in nekih športnikov, ki so izpadli, pa bi si prav tako zaslužili biti tam, da nekako zdaj vidim, ali pa moj pristop do teh LA iger je čisto drugačen, pač želim si, ta želja je še vedno tam, enaka kot prej, ampak nekako v ozadju imam pa več tega razumevanja, da če ne, pač sej ni vse v moji moči, a ne. Ma sej, bi lahko rekla, da je v svetovnem pokalu celo večja konkurenca kot na olimpijskih igrah, ki so v resnici vsi. Ja, sigurno, zato ker v svetovnem pokalu so 3 najboljši na državo, zdaj te države, ki so močne, recimo Francozi, tudi Slovenci, Nemci, Angleži, oni imajo 3 tekmovalce, ki bi se borili na olimpijskih igrah za medalje, a ne, ampak samo eden gre, tako da na olimpijskih igrah je mogoče lažje doseči nek številčni rezultat v smislu, bil sem 5. Ampak to še ne pomeni, da si zares 5. tudi v svetovnem pokalu. Mislim, jaz vidim olimpijske igre tako kot en res mogoče prestižni športni dogodek, tako res. Vsak športnik si želi biti tam pa izkusiti to.
ampak po smislu kvalitete tekmovalcev, ki tam nastopajo, pa sploh vsaj v našem športu niso vsi tam prisotni. Je veliko mogoče težje na svetovnem prvenstvu dobiti zlato medaljo. Samo v smislu konkurence, ne govorim v smislu zdaj pritiska pa vsega ostalega, kar prenese olimpijske igre, ker sigurno je iz tega vidika je pa veliko težje. Pač enkrat na 4 leta imaš to priložnost, res tudi toliko več ljudi te gleda, da je ta psihološki vidik, si predstavljam, da je veliko težji. Los Angeles je čez 2 leti, kdaj se nabira te kvote, pa pol interni, ker v bistvu, kakor jaz razumem, kvoto rabiš najprej dobiti, ki je univerzalna za vsakega, in potem, če ima več tekmovalcev iz iste države kvoto, se potem interno določa v državi. Ne, samo država lahko dobi samo eno kvoto. Aha. Ja. In potem... En tekmovalec bo prinesel kvoto. Potem se bo pa ta kvota pač dala tistmu, ki država oceni, da je najbolj, pač glede na pravila interne zveze. No. Aha. Torej ti si v bistvu za Pariz dala kvoto in potem v bistvu ti nisi... Aha, to je kar... kar zanimiv sistem. Mislim, se načeloma se strinjam, da mora iti najboljši, Iz tega vidika nimam nobenih zamer do zveze sploh. Se mi zdi fair, da pač pravila so bila znana vnaprej, ta tekma bo štela, tista, ki bo boljša, bo šla ne glede na to, kdo pripelje kvoto. Aha, torej v bistvu neka tekma vnaprej je določena in potem tam se določi, kdo bo šel. Ja. A to že veš, katere tekme so to? Za LA? Ja. Za LA je malo drugačen sistem. Se bo te kvote nabiralo v 3 sklopih. Mislim, da prvi sklop, kjer lahko dobiš kvoto, je že letos na tekmah. Oziroma prvi korak, kjer bojo prve kvote podeljene. In sicer v bistvu ta pravila so nedolgo nazaj prišla ven, pa so res zakomplicirana, tako da nimam jih še čist pošlihtanih, ampak prva možnost bo letos v drugem delu sezone. Bojo, mislim, da 3 tekme, kjer bo prvih 5, mogoče prvih 3 dobili kvote, tako absolutno. Potem, če ti to ne uspe, je naslednjo leto nova priložnost, pa potem mislim, da še ena poseben event, ki se bo podelile, pa še zadnje kvote. In to enako velja za kajak, cross in slalom. Ja. Kaj pa pol, po karieri? Kaj pa pol, se vidiš kot trenerko ali to ne? Mislim, da ne. V bistvu najbolj, kar si želim delati, je mogoče. Mislim, študirala sem kineziologijo, v tem imam izobrazbo, pa si želim v bistvu delati, pomagati športnikom ali pa tudi ljudem pač iz kakšnih bolečin po poškodbah, karkoli tazga. Kako pa gledaš na nek razvoj kajak crossa vnaprej, glede na to, da zdaj je na olimpijskih igrah? Misliš, da bo tudi toliko popularen kot slalom, čeprav je že, ne? Ja, v bistvu je presenetljivo popularen. Se mi zdi, da je zelo atraktiven za gledati. Že čisto od samega začetka, ko je prišel kajak cross na prvi tekmi, je bilo v bistvu več gledalcev na tem kajak crossu kot na slalom finalu. Mogoče v slalomu je ljudem vseeno bolj težko slediti, kaj se zdaj dogaja s temi kazenskimi sekundami, pa vraci, pa kako jih odpeleš, pa zakaj zdaj ti dobil 50. V crossu se mi zdi, da je vseeno malo bolj straightforward, pač vidiš več stvari, Pa ja, zelo je dinamičen, tako da mislim, da je ljudem kar všečno. Pa še par zaključnih vprašanj, razen če imaš ti še kaj specifičnega. Imam, ja. Ja, pa dej Ker nisi pustil ti. do besede. Se ta vprašanja predvsem, ampak imam tudi pa še druga. No, kar ne. To niso moja vprašanja. Okay. To so tiste, ki smo se že na začetku pogovarjali. A je obsedenost s popolno tehniko v resnici tvoja največja ovira, kineziologija vedno strmi k popolnem gibu in najučinkovitejši poti od ene do druge točke. Ampak voda je pa čist druga, je kaotična, nepredvidljiva. Ne? In sploh obstaja popoln zaveslaj, ali pa je obsedenost biomehansko simetrijo dejansko ovira, ko se moraš v sekundi prilagoditi nemirni vodi? Ja, v našem športu bi bolj rekla, da je ovira v tem smislu. Mislim, se mi zdi, da
v procesu treninga stremimo k nekim tem biomehanskim izkoristkom pa efektivnosti in pač delaš na tem, da imaš efektiven zavesljaj, ampak potem, ko pa si na divji vodi, pa bolj šteje to, da se znaš v tistem trenutku prilagoditi, mogoče pa narediti majčkeno manj efektiven zavesljaj, ampak v pravem trenutku, da vseeno izkoristiš vodo. In da pač v tem športu to vseeno malo bolj pomembno, no. Ker ni toliko samo fizičen šport. Zakaj je tvoja hrbtenica v kanuju pod večjim pritiskom kot pri šprintu? Naprej. Ker veliko ljudi misli, da so sedeči športni manj naporni od tistih, kjer si na nogah. Ne? In če uporabiš svojo diplomo kot ščit, spet nisem jaz pisal vprašanje, kako bi dokazala, da sta izometrična stabilizacija in rotacijski navor kanuista dejansko bolj obremenjujoča za telo kot pa linearno gibanje tekača? Pa je to morda najbolj ekstremen način sedenja na svetu. Ja, v bistvu bom izhajala kar iz tega, da vsi vemo, da recimo sedenje samo po sebi ni zdravo, ne. Tako da v bistvu to je iz tega, zato ker je hrbtenica bolj obremenjena, ko sediš, kot ko stojiš. In če dodaš v kajaku še te vse rotacijske navore, se to še poveča, ne. Tako da moraš imeti v bistvu res močen trup, pa pravilno izvajati obremenitve prek trupa, da si ne poškoduješ hrbtenice. To. Pa je to pol recimo eden najbolj ekstremnih načinov sedenja na svetu? Čak, da pomislim na še kakšne druge oblike. Mislim, se mi zdi, da je sedenje, kad ti nekaj delaš, še vedno bolj zdravo, kot sedenje na kavču, tako da ne vem, Se strinjam. težko zdaj reči, kaj je bolj ekstremno. Ja, dobra točka, ne? Ja. Dobro, naslednje vprašanje. Če bi lahko s svojim znanjem zgradila popolnega kanuista iz nič, a bi dala prednost neuramišični eksplozivni moči ali oksidativni učinkovitosti, največja pljuča, najboljša kri, hemoglobin, mioglobin, ne vem, kaj to pomeni sicer, ampak ja. Ok, ja, ful dobro vprašanje, zato ker v našem športu sta obe dve komponenti ful pomembne, ampak bi rekla, da odvisno, koga imam pred sabo. Pač moraš videti človeka, ki ga imaš, ker vsak ima svoje šibke točke pa močne točke, ne, recimo jaz sem bolj vzdržljivec po naravi, pa se mi zdi, da mi pač bolj pomaga, kadar treniram v smer tega, da imam neko hitro moč, eksplozivnost, ker to pač vzdržljivost imam bolj že tako samo po sebi, a ne. Zdaj, če imaš nekoga, ki je pa ful eksplozivec, pa ful močen v teh hitro moč, a ne, pa se mi zdi, da bi mu rada dala malo več te vzdržljivosti, a ne, ker dejansko oboje rabiš, oboje nekako enako pomembno. Tekma je vseeno dolga, ponavadi minuto pa pol ali pa tam 90 do včasih celo 120 sekund, ampak zdaj so malo krajše. Tako da, če nimaš vzdržljivosti, se bo to nekako poznalo na tehniki, mogoče po prvi polovici proge, ke te bo pobral, pa boš pač izgubil ves feeling. Če pa nimaš te hitre moči, pa še zmeraj mogoče lahko tehniko malo prilagodiš temu, no. Imaš tekmovalce, ke vozijo bolj tako, da se manj ustavljajo, da imajo manj teh štart pa stop, a ne, da grejo bolj mehko, malo bolj okrog mogoče, pa da se čoln skozi premika. Veliko punc ima bolj ta način vožnje, a ne, da se nikoli res ne ustavljajo, pa pol štartajo še enkrat, ker sploh za punce smo malo manj močne vseeno in je to bolj energijsko potratno. Ampak ja, imaš odvisno, kakšen človek je, tako da. Pa pri kajakrosu še regeneracija med samimi. Tudi to, To tudi to, ja. pomemben tam, ja. Ja. Zakaj večina ljudi vesla popolnoma narobe? Laiki mislijo, da gre samo za roke, kineziologi pa pravite, da gre za vadbo celega telesa. Okay. Če bi ti teoretično odrezali noge, roke pa pustili popolnoma funkcionalne, bi lahko sploh še zmagal na tekmi, pa če je ideja, da veslaš z rokami, čisto popolnoma mimo. Ja, mislim, saj imaš tudi para kajaka, ne, ker recimo ne uporabljajo nog, ampak na divji vodi to ne bi glih delali.
Zato, ker jaz vedno v bistvu dojemam tako, da roke so motor, ne. Roke ti dajo nekako ta, propulzijo, da ti čoln pelješ naprej, ampak dejansko, mislim, noge so pa tako kot en volan, z nogami ful linijo držiš, a ne. Zdaj, če ne bi imel nog, si ne predstavljam, da bi lahko v slalomu pač bil v svetovnem vrhu sploh ne, ampak tudi tako, da bi, verjetno bi mogel ful drugače kompenzirati, saj ne vem, no, ampak nimamo v bistvu para kajakašev na divjih vodah, imamo samo na mirnih vodah, tako da mislim, da tudi to veliko pove, koliko rabiš noge. Zakaj jih rabiš pa? Veliko pač tudi za prenašanje sil, zato ker te sile, ki jih ustvariš z zgornjim delom trupa, se prenesejo čez telo pa nog na čoln, ker stik s čolnom je vseeno, so v bistvu kolena pa stopala, a ne, in tam se pač tudi ta sila prenese na to, sila, ki si jo naredil z rokami, da pač ti čoln naprej poribaš, ne bo šla kar sama od sebe v to, da bo šel naprej, a ne, mora se pač prek trupa čim bolj efektivno prenesti na čoln. Zato tudi. Je to? Ne, še eno vprašanje imam. Še to je malo bolj občutljiva tema, tako da ne vem, če ti ni treba nič odgovarjati. Okay. Ampak zdaj boš postala mama, ne? Ja. In kako to potem pride s športom, pa sploh ta tvoja lanskoletna izkušnja? Ja. Kako si sploh prišla ven iz tega, pa kako do športa nazaj? Ne bi jaz preveč razlagal o tem, bi kar te prepustil. Okay, ja. V bistvu zdaj mi ni več težko govoriti o tem. Lani sem imela izgubo nosečnosti, v bistvu v 3. mesecu, tako da mi je bilo zelo hudo, sploh ker je bila pač prva nosečnost, si predstavljaš, že celo idejo si narediš, kako bo to pa vse, a ne. In pol, ko se to pač konča, si zelo prizadeta v bistvu, vsaj jaz sem bila, in v bistvu ni mi bilo težko iti nazaj v gibanje, ker gibanje je bilo meni vedno način, ne vem, izražanja ali pa nekako, vedno so se mi misli umirile, ko sem šla na trening. Ampak mi je bilo pa težko, ko se je sezona približevala, mi je bilo pa težko iti na tekme, ker vseeno je bilo težko, to se mi je zgodilo decembra, recimo tekme so se začele februarja, marca, tako da ni bilo veliko časa vseeno toliko za predelati, a ne. In mi je bilo mogoče z vidika fokusa, z vidika, kako bo ta sezona sploh izgledala, a sem sploh mogoče fit, a sem sploh pripravljena iti sem nazaj. Bilo še tako, da je bilo lani veliko, v bistvu ene 5-6 tekmovalk nosečih, ker je bilo glih po olimpijsko leto in pač, ko si športnica v olimpijskem športu, nekako vseeno, če želi družino pa nadaljevati s športom, bo to želela nekako uskladiti z olimpijskim ciklom, a ne. In pol mi je bilo tudi težko, ker na začetku jaz nisem to javno povedala, ne, sem hotela imeti neki ta mir. In veliko ljudi mi je pol tako sicer ne vede tako, kdaj bosta pa vidva, a ne. Pa mi je bilo res hudo, tako vsak tako vprašanje mi je tako malo zbudilo to bolečino, a ne. Ampak ne vem, v bistvu cela ta izkušnja na koncu me je naredila bolj močno, no. V bistvu mi je pokazala, ali pa ne, da me je naredila bolj močno, pokazala mi je, da sem v resnici močna, ne. Da lahko grem čez to, da pač lahko v bistvu tudi zrastem skozi to, a ne, da postanem še boljša, osebnostno predvsem. Tako da letos sem pač noseča, zaenkrat si želim vrniti, kako si to predstavljam, v bistvu si še ne čist, pač zato, ker se mi zdi, da dokler nisi v tem, ne moreš čist imeti neke ideje, zdaj, kako boš pa ti treniral, ko boš imel otroka, ampak na začetku sigurno pač se počasi vrneš v šport, pa predvsem poslušaš svoje telo, a ne. Pol pa postopno gradiš, saj, ne vem, smo športniki navajeni, da vsako sezono začneš graditi, zdaj seveda bom začela malo nižji, kot vsa prejšnja leta, a ne. Ampak se mi zdi, da se z nekim prilagajanjem pa pravim odnosom do obeh vlog da, pa sigurno tudi s pomočjo partnerja, družine, tega, no. Ja, hvala za zanimiv pogovor.
enako. Jaz bi še nekaj vprašal. Jaz Izvoli. študiram živilstvo in prehrano, me pa zanima, okej. kateri je tvoj najljubši obrok po treningu ali pa pred treningom, ali pa tudi med, če je dolg. Dobro vprašanje. Drugač, moj limit pri prehrani je gluten, ker imam celiakijo. Aha. Ampak, kaj pa vem, najljubši obrok je sigurno kakšna dobra pica, a ne? Ampak ja, to ni lih zdaj za pred ali pa po treningu. Ne, sej, moram reči, da pač se mi zdi, da večino pač se v športu prehranjuješ zdravo, je pa tudi zdravo to, da kdaj poješ kaj tazga, ne? Ker se kao reče nezdravo. Ampak dokler je to v proporcijah, je vse v redu. Jaz mislim, da rabiš vsake toliko časa, ker pa enkrat se ti samo odpelje, hočeš pa vse pojesti in pa tudi vse poješ. Sigurno, mora biti tudi to, ja. Tako da jaz tudi to dojemam, da spada kot del k zdravemu, ne. Sam pač, da je, ne vem, 10% napram 90% ostalega, kar ješ. Drugač, ne vem, ful rada jem drugač velike stvari. Ponavadi za zajtrk mi najbolj paše kakšni osebni kosmiči ali pa prosina kaša. Ker tako se mi zdi, da je taka lahko prebavljiva, pa da nisi več Ja, to je to vse. Še enkrat hvala za zanimiv pogovor. Hvala. Mi se pa vidimo naslednji torek.